A bi nam lahko razložili, kaj je stres in kako pride do njega? Kaj imajo skupnega 3-letni otrok, ki se vrže v trgovini ob tla? Ali mama, ki mora svojega otroka pustiti objokanega v vrtcu? Ali mož, ki hoče več pozornosti svoje žene? Žena, ki je svojega moža našla spet na laži? Vsi imajo skupen stres. To je nek telesni občutek, neke napetosti, pretirane čustvene vzburjenosti ali pa na drugi strani čiste čustvene otopelosti. In stres vedno nastane v telesu. In pride in tudi mine. Vztrajanje stresa pa je odvisno od naše interpretacije. Se pravi, ali to okoliščino, ki se je spremenila, doživljamo, kot da nas ogroža, oziroma kot da jo ne moremo kontrolirati. In stres je subjektivno doživljanje nekih sprememb v okolici. Vsi vemo, da ko smo v stresu, se nam zdi, da se stres dogaja samo nam in da samo mi lahko doživljamo stres na tak način. Katere načine soočanja s stresom pa poznamo? Že zelo zgodaj v razvoju se naučimo, kako interpretiramo stres. In ključne izkušnje dobimo v odnosu z drugimi. In stres se vzpostavlja v tako imenovanih relacijskih travmah oziroma, ko imamo izkušnje nekega relacijskega strahu. Bodisi ostali bomo sami oziroma nekaj grozno se nam bo zgodilo. In da lahko uravnavamo stres kot odrasli, pomeni, da moramo imeti izkušnjo, da stres ni nekaj trajnega, predvsem pa moramo imeti izkušnjo, da smo učinkoviti, da lahko kontroliramo lastno čustvovanje, vedenje in da smo vredni tega. Torej, stres je neko trenutno telesno občutenje, ki pride in mine.